Z nami je direktor podjetja Termoshop, ki se že več kot 30 let na trgu ukvarja s proizvodnjo, prodajo, montažo, pa tudi servisiranjem toplotnih črpalk in drugih energetskih rešitev, med katerimi so glavne sončne elektrarne. Vse njihove rešitve ponujajo tako fizičnim kot poslovnim kupcem in zagotavljajo okolju prijazne vire energije, pa tudi namestitev lastnih proizvodnih virov energije. Danijel Vuk, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Govorila bova o precej aktualni temi energetika. Danes pravzaprav ne moremo mimo dejstva, ko se na vsakem koraku pogovarjamo o visokih stroških energije, na drugi strani pa o različnih inovativnih rešitvah, da znižamo te stroške, med katerimi so tudi toplotne črpalke in sončne elektrarne vašega podjetja. Ampak če najprej pogledava širšo sliko, kako bi globalno ocenili trenutno razmere na trgu energetike? Ja, super iztočnica, super debata. Ja, res je potrebno pogledati malo bolj globalno. Pa živimo na enem planetu, mi podjetniki, ki tudi kreiramo te energetske zgodbe, se moramo zavedati, kaj je sploh izziv, kaj je problem. In mene fascinirali so me podatki zadnjih 50 let, recimo leta 1972 leta nas je bilo na planetu 3,8 milijard, leta 2022 že čez 8 milijard. Potem, če pogledamo, kako smo mi učinkoviti, kako trošimo neke naravne vire, naravne materijale. Na prebivalca v 50 let nazaj smo jih 7,4 tone porabili na leto. Danes jih potrošimo okoli 13 ton na prebivalca. In to kaže, da pač živimo neki trend življenja, da vedno več trošimo, za te vire je potrebno vedno več energije. Kaj je pa tukaj še en taki dejavnik, ki ga tudi smiselno na nek način pogledati, je pa tudi sama konkurenčnost, kako pridemo do teh materialov, do teh virov. In tukaj pa vidimo, da padamo. Kljub vsej avtomatizaciji, digitalizaciji, kaj pa meni osebno pomenil nek fenomen, je pa tudi na neki strani logično. Nam podjetnikom je to povedalo, da večinoma vseh teh naprav, tehnologij prihaja iz Bližnjega vzhoda, ki mogoče ne gledajo toliko na samo okolje, na samo trajnost, in nam je to tudi nek alarm, da vsi čim bolj skušamo našo tehnologijo ustvarjati v Evropi. Tako da globalno gledano energija, potrebe rastejo, prebivalstvo se veča in napoved kaže, da bodo leta 2060 se bodo te potrebe po naravnih virih še podvojile. Tako da bomo res mogli paziti, kako bomo ohranili ta svet še vedno lep in čist, pa energetsko učinkovit. Verjetno je potem podobno tudi v Sloveniji. Kako bi opisali stanje v Sloveniji? Ja, v Sloveniji ni čist kaj drugačno. Imamo še vedno zelo lepo Slovenijo, čisto, gozdato, ampak z vidika energije pa vidimo, da jo trošimo vedno več. Se pravi, na leto porabimo okoli 15 teravatnih ur. Simulacije pa tudi nacionalni programi kažejo, da do leta 2035 bo te porabe predvidoma 35 teravatnih ur. Se pravi, rast bo ogromna. In pa seveda potem so pa tu neke zaveze. Vidimo, da se tudi pri nas okolje spreminja, vidimo, da ni več tako, kot je bilo včasih. Vidimo tudi pri nas, da so nove sheme, da net metering se ukinja, da je novi omrežninski akt, da prihajajo električna vozila. Veliko se dogaja tudi v Sloveniji na tem področju. Kaj nas potem čaka v prihodnosti, kje vi vidite največ izzivov oziroma priložnosti? Ja, največ izzivov absolutno vidimo na eni strani, smo prebivalstvo kot tako, ki damo izredno veliko na ugodje, na to naše udobje, da nam je vse hitro, priročno, da ne rabimo izgubljati veliko časa. Vedno več trošimo tudi sami energijo. Vidimo tudi v samem deležu, recimo, če gledamo energetski bilanco Slovenije, to je tudi zelo zanimiv podatek. Okoli polovico vse energije se porabi v prometu. Potem približno četrtina
se porabi oziroma 20% v gospodinstvih in 20% v industriji, 10% v pač neki ostali porabniki. In iz teh podatkov je super pogled, v gospodinstvu pa več kot 80% vseh potreb po energiji gre za sanitarno vodo in ogrevanje. In vse tu, kaj se pa tukaj potem dogaja, včasih smo bili navajeni na nek način, da smo imeli neke centralne proizvodne vire, termoelektrarne, hidroelektrarne, jedrsko elektrarno, ki so večinoma kurile primarni vir energije na neke fosilna goriva, plin in tako naprej. Zdaj pa tudi vedno več porabnikov samih na domu koristijo energijo in za prevoz, in za ogrevanje, in za klimatizacijo. Se pravi, vse se je nekako razpršilo, in tudi cel sistem se je nekoliko spremenil in tukaj pričakujem, da bo vsak posameznik mogel poskrbeti za svojo neko energetsko neodvisnost. To pričakujemo, kako bomo to dosegli, pa mogoče še potem v nadaljevanju. Omenili ste omrežninski akt, kako ste pripravljeni vi na spremembe omrežninskega akta, kaj se zna zgoditi julija? Ja, veliko prahu se tukaj pač dviga, vlada je spremenila pač pravila igre, to poznamo. Zdaj, sam kot energetik me zadeva toliko ne preseneča, pač sam namen je, kako tudi doma bolj učinkovito porabljati energijo. Če se spomnimo še, kako so nas učili naši starši, da je vedno treba biti učinkovit z energijo, da treba luči izklapljati, porabnike izklapljati. Pa tudi iz teh podatkov, ki sem jih navedel na začetku, zdaj vidimo, da mi imamo recimo okoli 50,000 toplotnih črpalk, stranki imajo toplotne črpalke, pa okrog 4,000 sončnih elektrarn. In mi že danes vidimo, kakšen je njihov diagram porabe, in že danes vidimo, da se poraba na domu izjemno poveča. In kako smo mi pripravljeni na omrežninski akt, je predvsem to, da z vsemi energetskimi rešitvami, s katerimi odgovarjamo na vse te podnebne krize, na podnebno krizo, da jih na nek način povežemo, se pravi, bodi si ogrevanje, smo prej omenili, da je največji strošek. Ogrevanje, nekdo, ki je včasih porabil 2-3 tisoč litrov kurilnega olja, toliko pa toliko izpustov, toliko pa toliko porabe fosilnega goriva. Danes vzame toplotno črpalko in si praktično več kot razpolovi sam strošek. Seveda pa tudi vpliva blagodejno to na samo okolje. Kaj se pa zgodi? Se pravi, zmanjšajo na eni strani strošek energije, zmanjšal je na nek način delež, ki smo ga imeli v tej torti pri fosilnih gorivih, po drugi strani se povečal strošek elektrike oziroma tudi delež elektrike. Tako da povprečen porabnik, ki je še par let nazaj porabil 4,000 kWh na leto, danes, če ima toplotno črpalko, pa potem še električni avto, porabe bistveno več, tudi do povprečno 12, 13, 14 tisoč kWh na leto. In zdaj, seveda, omrežninski akt pa pravi, tisti, ki bo več porabljal omrežje in ga tudi bolj obremenjeval, bo več plačal. Kaj je pa tukaj problem? Je pa to, da seveda zaveze v zeleni prehod, vsi, ki smo na nek način pomagali, da smo ustvarili, bom rekel, nek zelen prehod, ga ustvarjamo, se mi zdi, da je tudi edina prava pot. Ne moramo biti za to kaznovani, na nek način, in tukaj seveda prihajajo zelo zapleteni novi na nek način obračunanje, se pravi nove tarife. Jih imamo, če bi tako rekel, se pravi 2 sezoni, 5 različnih časovnih blokov, pa še znotraj teh 2 sezon imamo na nek način razdeljeno, kdaj je delovnik, pa kdaj ni. In ljudje se ne morejo iz tega znajti, to je dejstvo, in tukaj jim bomo mogli, oziroma mi že to imamo, ponuditi na nek način neko avtomatiko, nek sistem upravljanja, ki bo vse te naprave med seboj uravnaval z enim samim ciljem, da bo na koncu konica doma, se pravi ta diagram doma, nek čim bolj pasovno. Ampak lahko vseeno narediva neko primerjavo recimo med nekim povprečnim uporabnikom v gospodinjstvu ali pa v hiši, kaj bo zanj pomenil ta nov omrežninski akt?
Ja, tako sem že omenil, veliko prahu se je tudi negativnih informacij se glede tega omrežninskega akta že sporočalo javnosti. Mi smo sami tudi naredili na konkretnih primerih izračune, tudi ponudili smo vsem svojim strankam kalkulator, da si to lahko same naredijo na realnih podatkih. In na veliko strank, kjer imajo, bom rekel, samo toplotno črpalko ali pa recimo samo toplotno črpalko, seveda gre bolj za novejše hiše, tam se praktično ne bo nič spremenilo. Tudi imamo veliko primerov, kjer bo za njih celo ugodneje. Zakaj? Ker mogoče po zimi bo imeli malo više stroške, poleti pa drastično niže. In smo imeli primere z toplotnimi črpalkami, seveda bolj teh srednjih, nižjih moči, kjer se za njih bistveno ni spremenilo. Ko smo dodali zraven še sončno elektrarno, vemo smo zadevo še na nek način izboljšali. Zakaj? Ker smo delež energije, ki bi jo drugače kupili iz trga, smo pridelali sami. In ker smo jo pridelali sami na nek način, smo jo tudi, se pravi, tisto energijo, ko jo proizvedemo, jo tudi sami porabimo in ne gre po domače povedano preko števca. To pomeni, da smo mi tudi za samo sončno elektrarno, takrat, ko imamo porabo, pa ko imamo hkrati proizvodno, na nek način znižujemo konico obračunsko. In tudi tukaj so sinergijski učinki, kjer smo ugotovili, da so prihranki še dejansko večji. Tam, kjer je pa, bom rekel, bodimo iskreni, so toplotne črpalke starejših stavb, malo poraba malo višja, od 14-16 kW, tam pa so po povprečju tudi se bo za njih nekoliko podražil ta strošek na leto. No. Tako da, jaz bi rekel tako, omrežninski akt nas se bo čisto vseh dotaknil. Za tiste, ko imajo toplotne črpalke, ko imajo sončne elektrarne, za tiste, ko jih nimajo. Ideja je, da nas proba država na nek način malo disciplinirati, da sami čim bolj učinkovito trošimo energijo. Evo. In to je cela zgodba. Če bomo, jaz opažam sam, da ogromno ljudi sploh ne ve, koliko plačuje za elektriko, še manj, koliko je to kilovatnih ur, o čem se pa danes pogovarjamo, pa je, kak je tvoj diagram porabe. O tem pa ljudje sploh nič ne vejo. No, kaj pa je danes visok račun za elektriko? Kje je ta meja? Ja, se pravim, povprečno, če pogledamo statistiko, povprečna hiša, stanovanjski objekt, ima tam 4 do 5 tisoč kilovatnih ur. Se pravi, če pogledamo samo zadnji 2 leti, je cena energije poskočila za 150%. In če rečemo, da je okoli 18 centov kilovatna ura, pa 20 centov bruto kilovatna ura, vemo, da so to za običajno hišo, ko tudi nima na nek način toplotne črpalke, nima praktično nobene energetske rešitve, so že zdaj tam položnice od 60, 70, 80 evrov, že danes. Za tiste, ki imajo toplotno črpalko, seveda treba upoštevati, da je prej še plačal, 2-3 tisoč evrov za kurilno olje. Bo pa zdaj plačal, 6 tisoč kilovatnih ur več za energijo. In če je prej plačal 2-3 tisoč, je to mogoče 1200, mogoče 1000 evrov, odvisno od učinkovitosti. Še za ta del. In to potem pomeni, da nekdo, ki je imel 5-6 MW porabe, se še mu 6 MW prišteje. In to smo že na 12 MW. In jaz vedno pravim tako po domače, karkoli nad 100 evrov elektrike je že velik račun, kjer se že res plača razmisliti, že z ekonomskega vidika, kaj bo nekdo naredil. Če pa pogledamo še energetski pa ekološki vidik, mora pa to vsak razmišljati o tem. V Termoshopu kupcem ponujate različne rešitve. S čim konkretno se ukvarjate pri vas? Ja, mi smo bili praktično pionir v razvoju in proizvodnji toplotnih črpalk. To že počnemo 33 let. To je kar dolga doba, tako da tukaj smo res izjemni strokovnjaki. Pa ne samo na hišnem segmentu, tudi na industriji, na večjih objektih. Naredili smo največji zemeljski kolektor v Sloveniji, naredili smo tudi toplotno črpalko 1 megawatt moči, tako da tukaj smo res zelo poznani. Od leta 2012, ko smo tudi sami investirali v sončno elektrarno,
tudi sami smo si zadali cilj, da smo na nek način energetsko samooskrbni. Se tudi vedno bolj smo videli, da je čist naravno komplementaren del tudi sončna elektrarna. Sami smo prepričani namreč, da vsak bo pač si mogel zagotoviti svoj proizvodni vir. Ne. In tudi na tem segmentu se pravi, nudimo celovito rešitev, od svetovanja do na nek način ogleda, tehnično svetovanje, do izračunov, do montaže, do servisa, do poprodaje. Danes tudi upravljanje. Ne. Potem pa seveda vsi te ponovadi kupci, ki vidijo, kako je to dejansko zdaj dosti bolj fajn, ne rabiš ali kuriti, ali ne rabiš skrbeti, ker to vse samo dela. Seveda potem si umislijo še električni avto, si umislijo tudi kakšen hranilnik energije. Bom rekel, celotno to energetsko preobrazbo, za vse to mi poskrbimo praktično na ključ, pa tudi glede ostalih stvari birokraciji se ne rabi stranka sekirati, vse uredimo mi. In verjetno mu tudi dobro razložite, zakaj je dobro postati energetsko učinkovit in da se lahko pravzaprav stroški tudi znižajo. Ja, drži. Večkrat tudi, se pravi, iz lastne izkušnje doma, pa tudi v podjetju, mi smo več kot 93% samozadostni. Ne? To pomeni, da kakršnikoli pretres, kot je že bil zdaj pač vojna v Ukrajini, je povzročila izjemen pretres, kar se tiče cen energentov. Ne? In če nekdo ima svoj vir energije, lahko ogromno prihrani. Ne? Ponavadi, ko se neka taka zadeva zgodi na svetovnem nivoju, tudi ostali energenti ponorijo. Ne? In tudi videli smo, kaj se je dogajalo z ljudmi, ki so imeli pač ogrevanje na plin, na kurilno olje. In že sama tehnologija omogoča več kot 60% prihranek. Kombinacija vsega tega pa dejansko te naredi energetsko samozadostnega. Se pravi, moja izkušnja par let nazaj, ko smo z družino kupili en vikend, ker ni bilo elektrike. Jaz pravim, to je tista prava vizija. Ne? Naredi si dom tako, da ga boš lahko kadarkoli odklopil od omrežja. Oziroma, če ga boš pa rabo omrežje, ga boš pa priklopil. Ne? In zato rabiš proizvodni vir, zato rabiš zelo učinkovito neko tehnologijo za ogrevanje, hlajenje, neko baterijo, pa seveda tudi malo boš pazil, tudi ženi, malo se pohecam, ali bomo na elektriko kurili, ali bomo na plin kaj spekli, ali bomo likali zdaj, kaj je sonce in tako naprej. In potem, ko gledamo pač celo sliko, je to neka prava filozofija, no, ko bi mogli vsi o njej malo razmišljati. No. Kaj pa bi svetovali posameznikom, ki bi se odločili za takšno spremembo? Tržišče je polno oglasov, ugodnosti tudi. Kje so pasti? Na kaj morajo biti kupci previdni? Ja, tukaj je res, jaz sem že 15 let v energetiki. Leta 2010-11 je bila in tako toplotna kot sončna elektrarna 5-krat, 6-krat dražja, kot je danes. In potem, ko pride nek taki trend, ne, takrat je kar naenkrat ponudnikov ogromno. Zdaj, mi, ko smo 30 let na trgu, vidimo vzpone in padce vsega. Ne. In ne bom nikoli pozabil, ker smo mi tudi takrat investirali 2007, 2008, pa to do 2012 je bila ena zelo ugodna tarifa, ne, ker si ti lahko postavil sončno elektrarno in si 15 let dobival res bogate donose. Ne. In takrat so to vsi šli v te sončne elektrarne. Jaz se včasih pošalim, pa brez zamere, da tudi vsak, ki je bil mal podjetnika, tudi če se je ukvarjal z peko kruha, je šel v montažo sončnih elektrarn, tudi toplotnih črpalk. In kar se pa zgodilo, čez noč je država spet spremenila pravila igre in več kot 95% ponudnikov je takrat propadlo. Takrat je bilo, ne vem, leta 2014, 2013 je bilo tako 300-400 ponudnikov, ne? Potem čez noč so propadli. Danes jih je pa čez 1000. Ne? In seveda vsak, ti pa rabiš nekaj časa, da zadevo naštudiraš, da imaš izkušnje, da najprej pri sebi potestiraš, da si vzgojiš kader. Recimo mi v našem podjetju imamo 2 lastna projektanta, imamo upravljalca, recimo, imamo inženirje, imamo svoj servis. In če hočeš biti 30 let na trgu, ne,
pa da je stranka zadovoljna, pa da bo širila v tebi dober glas, potem je to zelo, zelo zahtevno. Ne. Vedno več je pa takih, ki se tudi beremo iz časopisov, ne, ki včasih malo izkoristijo situacijo, pa leto, 2, 3 nekaj naredijo, potem pa podjetje zaprejo. Ne. In kaj bi jaz svetoval, ne, da se tem absolutno treba pogledati bonitetno oceno podjetij. Jaz pravim, da prve težave se vedno pojavijo, pa vsi imamo težave. 3 do 5 let, prve težave. Več kot 60% vseh problemov se naredi ponavadi zaradi slabe montaže. Če pa še ga kiksnemo pri slabi zasnovi, pa pri slabi tehnologiji, potem je pa to zelo problematično. In vsi ti ponudniki, če delajo slabo, vplivajo tudi na nas, ker smo malo večji, in naša naloga in odgovornost je za to, da res zelo, zelo ozaveščamo. Se pravi, bonitetna ocena absolutno, kako dolgo je podjetje prisotno. Zdaj, reference že kar imajo. Je pa res, da je treba te reference malo tako bolj pogledati. Zdaj tudi v zadnjem letu so se tudi tehnične smernice spremenile, zaostrile, so novi trendi. Treba, če razmišljava, ne, da se bo tudi dolgoročno vsaka hiša lahko nekoč, da bo samozadostna, da se bo odklopila od omrežja, ne, treba že samo zasnovo na nek način predvideti, pa samo točko priključitve, že kako bomo integrirali toplotno črpalko, kako bomo integrirali sončno elektrarno, da bomo lahko kasneje postavili baterijo, pa da bo vse to skupaj, pa sistem upravljanja, da bo vse skupaj funkcioniralo. Ne. Teda tu je, bom rekel, druga stvar, na katero mislim, da morajo paziti. Reference, absolutno kaj pogledati, vprašati, kje imajo kakšne dobre izkušnje. Na koncu pa še vedno vidimo, da pač vsaka stvar, pa vsaka storitev nekaj stane. Jaz vidim, da še vedno večji bo pritisk na cene, absolutno, ampak cena ne sme biti vse. Poglejte, ali ima podjetje tudi poprodajno storitev. To ni avto. Pač ti boš za sončno elektrarno pa toplotno črpalko živel 25 let. Ne? In prve težave, ko smo rekli, daj se pa po 5. letu. In mi imamo že danes, ker pač smo prepoznani tudi kot enim boljših, ki upravljamo servis, ljudje od drugih blagovnih znamk, ki so kupili drugje, nas prosijo za pomoč, ne, ker je malo takih, ki na nek način pa dolgoročno strokovno znajo kaj urediti. No. Ni jih toliko veliko. Kako pa bi razložili poslušalcem, gledalcem, da toplotne črpalke, sončne elektrarne rešujejo našo prihodnost? Ja, dobro vprašanje. Tako sem že prej rekel, na nek način kupec vedno bolj želi neko udobje, po drugi strani išče prihranke. Seveda moramo tudi ta še okoljski del, ne, na nek način ukomponirati zraven. Kako rešujejo? Imate že mogoče toplotno črpalko doma? Ne. No, vidite, to mi praktično vsakega vprašamo, ne, toplotna črpalka kot taka. Jaz pa mislim, da jo imate, ker tudi toplotna črpalka je v hladilniku, toplotna črpalka je v avtu. Ne. In dejansko sama tehnologija izkorišča iz obnovljivega vira, iz zraka, več kot 3/4 celotne energije, ki jo potem pretvarja v neko toploto oziroma v neko proizvodno elektrike. Ne. In če imamo na eni strani učinkovit vir, s katerim ogrevamo, potem imamo svoj vir proizvodne, ki ga sami koristimo, ga lahko tudi shranimo na nek način, ne, se pravi z baterijo, s hranilnikom. Imamo vzadnji tudi električni avto, ki seveda se tudi v zadnjih časih malo problematizira, ali je to sploh rešitev ali ni. Ne. Spravim, to je lahko vse skupaj je lahko zelo velika priložnost. Ker danes, glede na ta celotni zeleni prehod, se nam dogaja, da imamo ceno podnevi lahko celo negativno ali pač zelo nizko v primerjavi v drugih obdobjih. Ne. In takrat, ko je cena na marketu najnižja, takrat je smiselno vklopiti kako toplotno črpalko, mi temu rečemo prožnosti vir, kaki električni avto. Pa tudi električni avti že imajo svoje baterije, izjemno velike, ne, ki lahko tudi potem dvosmerno. Pač kaj je tukaj, zakaj je to prihodnost? Zaradi tega, ker imaš na nek način svoje življenje pa svoje bivanje v svojih rokah. Ne? Preprosto. Ni več samoumevno. Jaz imam tudi sam osebno in sam doma in tudi pri starših od žene težavo z stabilnostjo omrežja. To so napetosti, niso
takšne, kot bi mogli biti. To vse vpliva slabo na tudi ostale porabnike. Ta stabilnost je problematična, tudi vedno več je izpadov. Mi, ko imamo toliko toplotnih črpalk, ne, če napetosti padajo, se tudi naše toplotne črpalke izklopijo. Mi imamo monitoring in vidimo, kaj se dogaja. Tudi pri sončnih elektrarnah, ko vidimo, da je slabo omrežje, vidimo, da se inverterji izklapljajo. In to je vse. In kje ne boš poskrbel, če ne za sebe, za doma, za otroke, pa da boš, žal, država ne poskrbi za vse, no, sploh pa za ta del in si ga moramo sami rešiti. No. Ta problem si moramo sami rešiti in biti pri tem tudi na nek način pozitivni. Pa se vam zdi, da smo Slovenci naklonjeni tem inovativnim rešitvam ali pa če dalje bolj z leti? Tako, ko gledamo javnost, sta kar razdeljeni na take dva dela, no, tako iskreno povedano. Zdaj, dost lažje je, če to tehnično razumeš. Ne. Dost lažje je, če pogledaš celo sliko, ne, tako kot sem že na začetku začel, in da smo vsi skupaj na enem planetu. In da vedno več. Zdaj, če se nismo pripravljeni odreči nekim ugodjem, ne, potem pač moramo z neko tehnologijo, ne, učinkovito priti na nek način skupaj, da potem bo to sobivanje toliko lepše. Tako da, ljudje, ne morete verjeti, tudi recimo ta novi omrežninski akt, ne, veliko se pogovarjamo samo o pasteh. Jaz vidim tukaj izjemno veliko priložnost. Zakaj? Zaradi tega, ker če boš ti, to že tudi zdaj opažamo iz primerov, ker smo tudi na večjih projektih. Večji projekti imajo že zadnji par let. To so ne samo, da imajo merjen odjem omrežnine. To, kar za danes prihaja na gospodinjstva. Njim že zadnjih nekaj let merijo konice in največji del tega računa, stroška, je ravno teh konic. In tudi njim merijo 15-minutne očitke porabe. Tako, kot se bo zdaj začelo na gospodinjstvih. In že tam imamo izjemne reference in podatke, kako se da konico znižati z določenimi tehnologijami, z procesi, z učinkovito rabo. Po drugi strani so pa že tam tudi uveljavljeni in prihajajo v gospodinjstvo tudi novi modeli glede zakupa energije kot take. Niso več neki samo letni zakupi, večletni zakupi, fiksne cene in tako naprej, ampak prihajajo dinamični modeli. Se pravi, dinamični modeli, temu se reče mogoče day ahead, recimo dan vnaprej, kjer se pa obračunava energija na ure, lahko tudi na 15 minut. In če razumemo bolj kot razumemo tehniko, bolj kot razumemo ta celovit energetski trg, vemo, da je lahko in da bo elektrika v določenih urah bistveno cenejša kot v drugih obdobjih, kot v drugih urah. In te razlike so tudi lahko za večkratnik, tudi 10-krat. In če imamo mi tehnologijo in smo sami fleksibilni, potem lahko tudi iz tega naredimo izjemne koristi. Ne. Smo lahko na nek aktiven, bom rekel, člen v celotni mreži, ne, in imamo tega tudi blazne prihranke. V najnem pogovoru sva večkrat omenila državo. Koliko je tu podpore? Bi si želeli več, ko govorimo o prehodu na te nove tehnologije? Sam osebno sem mnenja, da seveda treba vsako stvar, sploh ko je v fazi razvoja, ko se uveljavljajo neki novi trendi, neke nove prakse, treba malo subvencionirati, malo podpirati. Ne. Danes, recimo, imamo na eni strani, pa sama tehnologija se je izredno pocenila. Recimo sončna elektrarna je še v tem trenutku tudi za gospodinjstvo, za podjetje je še pa bolj ugodne, je na najnižji točki, se pravi nabavne cene. Se pravi, same cene, če so bile, ne vem, še par mesecev nazaj, 1200 evrov kilovat sončne elektrarne, je danes cena že tudi 700, 800, 900 evrov po kilovatu. Ne. In to so pa že take cene, ko so zelo zanimive. Tudi same toplotne črpalke so izredno ekonomične, kjer pa je danes, bom rekel, vidim večjo težavo, je pa to, da predvsem tisti kupci, ko so zdaj vse to naredili, toplotno črpalko, šli na mobilnost, prispevali na nek zeleni prehod, ne bo druga, no, kot da še investirajo v nek sistem za upravljanje,
žal, če bo hotel, ker njim se dejansko zaradi večje porabe se jim bo strošek na nek način povečal. Seveda, ta sistem bo lahko sam do neke mere pomagal, pa da je naredil prihranke, boš pa rabo zadaj še nek hranilnik. Ne. In fair pa tudi prav bi bilo na nek način, da za vse tiste, da jih zdaj ne kaznujemo, da so šli v ta zeleni preboj, da ta hranilnik jim omogočimo, teh strank je 45 tisoč v Sloveniji. Mogoče letos jih bo že še par tisoč več. Za te absolutno je potrebna spodbuda je potrebna za nove tehnologije, se pravi hranilnike. Zakaj? Zato, ker imamo zdaj druge opcije več ni. Pač sinergijsko bojo vplivali, bo ta prožnost, ta fleksibilnost tudi v smislu energetskega sistema za državo izjemno koristila. No. Tako da tu vidim, da država in tudi mislim, da se danes oziroma v teh dneh se bojo odprli dodatni razpisi, spodbude. In tako, pač na koncu človeka najbolj pa potrošnika najbolj prepriča neka ekonomika. No. In tam, kjer ekonomike ni, pa vemo, da je to dobro za zemljo, dobro za nas, za svet, tam je dobro, da zadevo podpiramo. Tam, kjer je pa ekonomika že sama po sebi, tam pa mogoče ni več potrebno. Ne. Kako vidite ukinitev sistema net metering? Ja, leta 2014-15, ko se je to vzpostavljalo, že takrat se je v Evropi tako govorili, mi smo bili kot Slovenija unikum. Ne. Tega ni bilo v drugih državah. In seveda, da se neka stvar zažene, iz razvojne faze v to, da to prije v stvar uporabe, da dobimo neko kritično maso ljudi, je to seveda net metering, ki je bil super. Dejansko država ti je častila celo leto baterijo. Se pravi, enkrat na leto si očital vse pluse, ki si jih naredil, pa enkrat na leto vse minuse so porabo. In to je bilo super. Zdaj, seveda, ali je to pošteno ali ne, ker vemo pa kaj se je iz tega vse zgodilo. Ljudje so vlagali soglasja na maksimalne moči, dali so se gor tudi elektrarne večje, ko so jih pač tudi potrebovali. Vemo, da vsaki tretji več niti elektrarne ni mogel dobiti, ker je omrežje preslabo, ker so bile tudi mogoče elektrarne malo predimenzionirane. Tako da smo šli pa v eno skrajnost, ki se jaz tudi večkrat pošalim. En kolega zadnjič v januarju, ko sem imel rojstni dan, je prišel do mene pa reče, viš, to imam pa jaz še zelenjavo. Pa sem rekel, kako imaš zelenjavo? Je rekel, ja, viš, imam ta rastlinjak. Sem rekel, ja, pa kako pa čez -15? Je rekel, veš, decembra sem imel viška elektrike, pa sem nabavil en električni grelc, pa sem jaz to malo še gojil. Pač treba smiselno ravnati z energijo. In vidim dobre nastavke, tako dobre, sicer malo kompleksen model tega omrežninskega akta, vidim dobre nastavke v tem omrežninskem aktu, tudi, da bomo malo bolj trezno razmišljali glede situacije. Da net meteringa zdaj pač več ni, je mesečni obračun, kar pomeni dejansko, da imamo pa na mesečnem nivoju še vedno možnost, malo gledati, da je več porabimo, da je več prehranimo. Kje tukaj vidim težavo, še izziv, da še ponudniki energije niso izdali nekih pametnih modelov, da lahko ti s kom skleneš pogodbo o dobavi energije. Tukaj mislim, da bojo zelo kmalu, da bo tudi ta del na nek način, da se bo stabiliziral. Hkrati pa moje mnenje je tako, da net metering ni pokazal realne slike ljudem. Seveda je pa enim prinesel ogromne prihranke. Kaj to pomeni za tiste, ki nimajo soglasja, se toplotna črpalka in sončna elektrarna še vedno izplača? Najprej vsem priporočam tisti, ki imate soglasja. Tisti, ki imate soglasja, teh je še okoli 30 tisoč. Absolutno do konca leta to čim prej izkoriste. Zakaj pač? To se pač zgodi nekajkrat, mogoče enkrat v življenju, da imaš tako možnost, jaz osebno je nimam, da bi lahko to naredil. Cene so najnižje, komponent subvencija je, imate letni obračun in
tukaj res ni kaj za razmišljati. Ne. Zdaj, tisti, ki nimajo soglasja, ne, se pravi, je pa seveda nujno potrebno pristopiti do nekega podjetja podobnega, kot smo mi, pa za konkreten primer to izračunati. Seveda ne bodo taki prihranki, ki so bili na net meteringu. Ne morejo biti, ker so bili nerealni. Zagotovo bojo pa, imamo tudi primere, ker imamo že nekaj 10 primerov celovite energetske preobrazbe, kjer smo tudi že vkomponirali hranilnike, pač vse naprave, tudi vključno z sistemom upravljanja TermoSmart Plus. In včeraj sem se pogovarjal z 2 kolegama, ko to že imata, zdaj več kot 1 leto. Tudi sami rezultati kažejo, da smo lahko, če ne moramo biti celo leto samozadostni, smo pa lahko mogoče 9 mesecev, smo lahko pa 10 mesecev. In tam smo praktično neodvisni od zunanjega sveta in so spet in prihranki, in večja mirnost, in večje zadovoljstvo. Tiste 3 mesece pa pač na nek način vseeno pač nekaj damo za to, ampak ko pogledamo pa, bom rekel, celotno obdobje, so pa to izredno še vedno zelo smiselne naložbe. Tako da jaz bi tukaj rekel tak, absolutno rabimo zavest, da si moramo sami urediti svojo energetsko sliko pa energetski diagram hiše. Tako da tukaj je predvsem potrebno pristopiti do pravih strokovnjakov, ko znajo to celostno pogledati. Ne samo nekdo zdaj, jaz pa znam sončno elektrarno, ti naredil sončno elektrarno. Ja, ok, sam kam jo boš pa priključil? Ne? Ja, ok, kaj pa toplotna črpalka, kaj pa sistem, mi bo znalo to skupaj komunicirati. Pa jaz ne bi rad nič delal o tem, ne? Ja, imamo sistem, imamo potem vzdrževanje, imamo servis. Pač take stvari je res zelo potrebno premisliti. No. Res komu se zaupa, tako da, absolutno. Če skleneva, tam, kjer sva začela, v vašem podjetju ponujate rešitve tako fizičnim kot poslovnim kupcem. Zakaj bi izbrali prav vaše podjetje za partnerja na poti do energetske učinkovitosti? Prvič zato, ker imamo res ogromno izkušenj. Na prvo mesto postavljamo stranko in 2 podatka nas izjemno veselita. To je prvič, da več kot 86% strank nas že danes oceni za najvišjo možno ceno zadovoljstva, pa več kot 60% imamo tudi priporočil, ki so pa tudi največ vredne. Podjetje je eno redkih podjetij v Sloveniji, ki imamo bodisi vse strokovnjake v hiši in skrbimo za celotno interno verigo. Se pravi, proizvodnja, razvoj, distribucija, prodaja, montaža, servis in poprodaja, zdaj še upravljanje. Ne. In mi res želimo strankam ponuditi neko energetsko varnost. No. In to so stranke začutile, to nam z veseljem tudi vračajo, smo v zadnjih letih zrasli več kot 600%, pa tudi na nek način moramo biti malo lokal patrioti vsi skupaj, no. Pač ustvarjamo vseeno neke delovna mesta, zdaj gradimo novo naložbo, največji razvojni center, proizvodno halo na Štajerskem, v Šempetru, povečali bomo kapacitete, omogočili bomo nova delovna mesta in jaz vedno pravim, dajmo podpreti tudi malo domače, no. Zakaj morajo vedno vsa tehnologija priti od nekod drugod, pa iz vzhoda. Mi pa dihamo tukaj svoj zrak, pa mi tukaj živimo. Ne. Dajmo si mi med seboj pomagati. Tega si pa mogoče malo več želim, no, da ljudje znajo, vsi skupaj znamo mogoče malo tudi tako bolj razmišljati, da si pomagamo en drugem. Lepa hvala za obisk in uspešno v vašem delu. Hvala lepa. Z vami sem bila Nataša Repovž.